hrbtenica in trebuh. Naučila te bom enega tako res ful dobrega principa, ki ti pomaga biti v svojem stebru. V nekem prostoru zavzeti stabilno energijo, ko imaš soočenje z nekom, se dogaja, boh ne daj kak prepir, ali pa si konkretno v prostoru, kjer moraš nekaj povedati, imaš prezentacijo, imaš nastop, imaš predstavitev in tako naprej. Sama energija hrbtenice, če jo gledamo energijsko, predstavlja samozavest, predstavlja življenjsko moč. Po domače povedano, kundalini energija. Najbrž ste to že slišali, a ne? Ti dejansko zaradi svoje hrbtenice imaš celotno svoje gibanje in ko stojiš in to, da ti sploh si in da funkcioniraš, a ne, imaš zaradi svoje hrbtenice. Ne ravno zaradi slepiča. Razumeš? Ampak tvoja hrbtenica. In ti, recimo, če prideš v nek prostor, kjer je soočenje, nastopanje, prezentacija in prideš škole noter, ali pa prideš škole noter, je blazna velika razlika primarnega vtisa. To pomeni, da takoj, ko stopaš ti noter, bo tvoja drža, ko boš stopil nekam noter, bo že ful postavila bodočo komunikacijo. To bi ti rada razložila. Ful postavila bodočo komunikacijo. To pomeni, če nekdo prije v prostor, zakaj veš v en koda? Je čist drugo, ko prije noter v prostor in se vsi obrnejo. In recimo tudi, če je nekdo imel neko namero, da bo tebe nekaj preizkušal, se spravil nate, te probo ponižati, boh ne daj ovo, ono, bo zaradi tvojega vstopa v prostor ta komunikacija spremenjena. Zato, ker se frekvenca prostora za vstopom energije, kar si v tem primeru ti, zamenja. A veste, ful je zanimivo, kako kle točno vidimo, kakšne principe so ljudje oblikovali. Primer, a veste, ko smo bili otroci, a ne, pa smo imeli kakšne sistematske preglede in tako dalje, so nas učili kaj? Zravnano hodi, zravnej hrbtenico, ne se sključevati, imej zravnano hrbtenico. Se to so nas tudi starši, pa še učitelji, pa marsikdo drug štrapcera s tem, a ne? Zravnej se, ne biti puklast, tako so nam govorili. In tako so zdravniki svetovali in tako naprej. Zdaj pa pazi to, torej vzgajali so nas v to, kjer je ironija. Kaj se pa na koncu zgodilo? Poslušajte mene zdaj. Zdaj pa, ko pride nek zravnan človek v prostor, to sem videla pri Mihaelu, a ne? Mihael je ful visok. Mihael je 1,95 m je visok. Res je dolg kot ponedeljek, a ne? In on in ful ravno hodi. Ampak ti moraš vedeti, da tak človek, ki res hodi zravnano in samozavestno ima postavljeno to držo in je še 1,95 m velik, se seveda to v nekem prostoru postavi. Ampak recimo, jaz tudi, ko prijem nek prostor, se me definitivno začuti vse, ampak meni so nikoli recimo, tudi če sem prišla zelo zravnana, pa tako nekam v prostor, meni so nikoli komentirali recimo to, kar so komentirali doskrat Mihaelu. Pazi to, kaj so mu rekli. Se hod k en puran. To mi je bila, ta prispodoba mi je bila vedno tako zanimiva, ko se je šlo za njega. A ni Mihael žmahar k en puran? On pride v nek prostor, pa se nosi ko en puran. Štekaš, model sem zravnano hodne. Ampak, ja, on misli, kaj je, ampak ima pa močna ramena, močen prsen koš, razumeš? In ja, ko pride v prostor, lej, veš, da je on prišel v prostor, plus še ta njegova višina, ne? In recimo potem, dobro, se Mihaelu je to vse, meni je to zabaven, ampak če pa greš za tem, zakaj recimo ljudje to kaj tazga komentirajo? Mihael hod k puran, zakaj ljudi moti samozavestna hoja, pa zravnana hoja nekoga?
Za marsikoga rečejo, kad tako hodi, da hodi kot puran ali pa vse so verjetno še kakšni drugi, mogoče še smešni izrazi, ampak zakaj recimo ljudi motijo ljudje, ki pridejo, nič jim nočejo, mogoče jih so neznanci, jih ne odgovorijo niti, pa pridejo v nek prostor, pa hodijo na tak način. Lej tega, kako hodi. A ste se kdaj sprašvali, zakaj se nekdo obregne v to? Zaradi tega, ker ljudje se bojijo moči drugih ljudi. In v tem zaznajo, da je človek samozavesten, da je močen in da pritegne neko pozornost v prostoru. In ker jim to zamaje nek občutek znotraj sebe ali pa imajo neko svojo lastno nesamozavest, valjda morajo, to ni dobro tja neki zalajati. A ne, veš, zato to ljudje delajo. Ker je res, da ko nekdo z ravnano hrbtenico in močnim stebrom pride v prostor, določa bodočo komunikacijo in določa razplet dogodkov, brez da bi že zinil eno besedo. Kuku. Štekaš. Res, ne? In tukaj je zelo pomembno, da se postavlja energija hrbtenice. Okay? Ker vkolikor prideš ti v nek prostor, pa soočenja, pa nastopanja, predstavitev z neko tako energijo hrbtenice, a veš, če bi stave pobirali, bi bile tvoje možnosti tukaj je absolutno boljše, kakor če priješ v prostor. Pa tja nekaj gledaš v nek telefoniko, tablico, a ne. Ja, ne tega delati. Zdaj ti dajem pa energijsko vajo. Kaj nares? Napisala sem ti to v skriptu na stran številka 11, okay, kako lahko, preden greš v nek prostor, kjer boš imela prezentacijo, soočanje s nekom tako naprej, kako narediš 9 globokih vdihov in izdihov v trebuh, ampak tle ti bom še nekaj dodatno dala zraven, kar še nisi do zdaj mogoče slišala. Tukaj, recimo v naši hrbtenici, itak tečejo zelo močni energijski centri in so življenjsko pomembni in določajo številne naše manifestacije in manifestacijske nivoje. Kako to vemo, dragi moji? To vemo tako, ker se veste, dobro, to je ta fora v teh akcijskih filmih, ker nekdo nekoga prime, pa mu glavo premakne, pa mu zlomi vrat. In potem ta človek na mestu umre. Torej, je hrbtenica blazno pomembna, ne? Človek nekomu kar tako v sekundi mu življenje z golimi rokami vzameš. Ne delajte tega. To so samo akcijski filmi, podnapis. Tega ne delajte doma. Okay. Pa verjamem, da tudi ne bi. Ampak, veš, ta energija premikanja in tudi naše povezave s kozmosom se dogaja po teh spiralah v sami hrbtenici in verjamem, da ste to že slišali. Temu se reče kundalini moč. To je ta energija. In to so recimo kundalini meditacije. Postavljajo pač to moč, življenjsko moč. Ampak spet, največja finta. Nikoli v življenju kot učiteljica meditacija nisem slišala večjih nebuloz, kakor sem jih slišala za kundalini meditacije. Da je nevarna, da se ljudem zmešal od kundalini meditacije. Čakaj malo, po čem ti to govoriš? Pa kdo je začel širiti take stvari? Kje so se začele take informacije širiti? In potem sem razmišljala, zakaj? Zakaj bi nekdo za kundalini meditacijo, ko postavlja življenjsko energijo v hrbtenici, v glavi, v trtici, zato da si ti postavljeno bitje, zakaj bi nekdo začel širiti to, da je to, razumeš, stvar, zaradi katere se ti lahko ne vem kaj. Zaradi tega, ker je cela družba naravnana k temu, kar sem vam prej rekla, da odvzemajo posamezniku moč.
Če jaz nekoga strašim pred kundalini meditacijo, potem on ne bo dosti močen, ne bo v svoji energiji, kar pomeni, da bo odvisen od duhovnih učiteljev, od terapevtov in tako naprej. To pomeni, da ne bo verjel vase in bo skozi mislil, da rab neko zunanjo pomoč, po katero bo hodil. Dajmo posameznikom imeti moč in dajmo sebe spremeniti, da smo edini vir moči za njih, zato da bomo od njih dobivali denar, karkoli že. Zato ljudje to delajo. In od takih ljudi vzemi svoje lepe 2 nogice in sam trči. Ti sam laufi v drugo smer, ko ti začnejo to delati. Ampak če te začnejo z nečim strašiti, je to zaradi tega, ker nočejo, da si sam sebi vir moči, kar pa boš, če imaš kundalini postavljen, ampak si želijo, da so oni tvoj vir moči. In ko tebi vir moči zmanjka, boš šel ponov šus k njim. A ne? Te manipulacije niso dobre. Jaz želim, da imate vi kundalini moč in meditacijo postavljeno. Jaz sicer kundalini meditacijo samo učim na tečaju meditacije. Ampak ker ne rabiš zdaj, če sam to rabiš in čez cel tečaj meditacije, kljub temu, da je prekrasen, sem ti dala v tvojem programu te naše šole soočanja in nastopanja meditacijo iz tečaja meditacije, ki se imenuje kundalini meditacija. Podarila sem ti kot darilno meditacijo to meditacijo, zato da jo delaš vodeno meditacijo, zato da ti lahko postavi energijo v hrbtenici. Ampak poleg tega je in poleg tega, da ko priješ nek prostor, narediš 9 globokih. Zakaj pa 9, Kristi? 9 je ful neuničljiva številka, že sama po sebi predstavlja neverjeten vir energije. A veš? Poleg tega, da priješ nek prostor, 9krat vdihneš zlato svetlobo, recimo v hrbtenico, so meni angeli predali še eno finto. Ful dobro finto. Ko ti zravnaš hrbtenico, se mora zgoditi več stvari. Zravnaš hrbtenico, odpreš prsni koš, a veš, oboje mora se zgoditi. Torej, da se ta energija odpre, da ve srčna frekvenca jaz, tukaj postavljam svojo energijo, ki je pa zelo izmerljiva, smo ugotovili, a ne. Torej, odpreš prsni koš, ampak še ena stvar. Torej, si zravnala hrbtenico, prsni koš je odprt, v redu, ampak če hočeš, da se te v soočenjih in tako naprej ne zamaje, da te ne bo česarkoli strah in tako dalje, dodaj še eno stvar. To so mi pa Angli tako dobro razložili, deluje ko švicarska urca. A veš, ko ti rečejo, zravnej hrbtenico, napni trebuh, super nasvet, ampak jaz sem dobila še en nasvet. In to je nasvet trojnega zaklepanja. Če hočeš biti v nekih energijah res ful neomajan. Nasvet trojnega zaklepanja je to, da ko v nekem prostoru priješ in postaviš to energijo, da probaš napeti še tele stranske trebušne mišice. To deluje po principu energijskega, kako bi ti rekla, a veš, kot univitezi, ki so bili, kot nekega oklepa. Predstavljaj si, mogoče, čakaj, si sposoben, ta kuli si zdaj ti, a ne? A veš, tukaj zadnje tvoja hrbtenica je tole ravno, se postaviš, spredi se postaviš, ampak ti energijo lahko tudi od strani kasiraš. In če si ti tukaj postavljena in si tukaj postavljena, kaj pa tukaj? Ob stranih. A veš, če se ti tako postaviš in te nekdo hoče boksniti v trebuh, boš mogoče res neomajna. Če te hoče nekdo v hrbtenico, boš neomajna. Kaj pa, če te nekdo pol tukaj boksne? Kaj pa pol? Ti rabiš energijo še tukaj postaviti. In temu se reče trojno zaklepanje. To pomeni, tukaj postaviš energijo, zadnji postaviš energijo in ob strani. To pomeni, da si, ko greš v nek prostor, ker moraš zavzeti svojo samozavest in stav, napneš, to tako ne moreš hoditi, veš, ko mi dihaš tam. Ampak imaš občutek, da malo napneš, pa si lahko tukaj zaznaš energijo, zaradi mene lahko tudi začutiš, da imaš oklep gor, kakor češ. Da je še tukaj.
Ker lej, če ti takole, spet si to ti, a pa čakaj, te bom spremenila v nekaj drugega. V robčke te bom spremenila, ok? To si zdaj ti. In zdaj ti takole stojiš in recimo se nekoga bojiš in začne nekaj se kregati s tabo in imaš ti občutek, ne? Če bi te jaz tukaj zadnji takole prijela, lej takole, ne? Če se ti ne počutiš stabilno in te jaz tukaj primam takole, a ne držimo tako otroke, ki se učijo hoditi dostikrat. Saj tudi za roke gor. Ampak recimo, če ti, dostikrat sem to videla pri kakšnih fizioterapijah, ki so komu delali, pa so ga dajali na tega, kako se reče, ta trak gor, ki hodiš, pa tečeš, a ne, ta treadmill, ne vem, kako se reče za slovensko, ne. In sem dostikrat videla, kako so jih tukaj ali kaj tako ob strani pripeli, tukaj pripeli, ste to videli? Ali pa da jih je fizioterapevt nekaj kle pri kolkih prijel, zato da jih je spet učil hoditi in tako dalje. Zato, ker te to, razumeš, te ful drži na nogah in energijsko je isto. Ko boste nekam prišli in postaviš energijo, hočeš dati nek stav, daj še tole v zavesti, ob strani te stranske mišice in imej ta občutek, da te tudi tukaj nekaj prijel. Da ne bo, a veš, ne samo to, ne, ampak da nimaš občutka, da se ti tudi to lahko zgodi, da te en tako tresne. Ful dobra finta, lahka, ful lahka. A veš, veganski pasulj je težje narediti kot to, res. Tako, pa tako. Tako, pa tako. Ful močna stvar, narediš tako vajo in začutiš tukaj, probaš, da si tukaj res stabilna, energijsko je to bombica, tako kot tale šola soočanja in nastopanja. Probi in da vidiš, kako stvar res čudovito funkcionira.